Špela Bobek je ena od številnih pri nas, ki si bo svoj kruh po opravljeni diplomi služila čez mejo v Avstriji. Tja se jo zvabili avstrijski lovci na kadre, ki po Sloveniji iščejo štipendiste zdravstvene stroke. Zanje, kar v Sloveniji sosedje celo razpisujejo štipendije, saj našim severnim sosedom zaradi omejenega vpisa na njihove zdravstvene študije močno primanjkuje vseh vrst medicincev, še posebej diplomantov fizioterapije. Avstrijci so z našimi fanti in dekleti zelo zadovoljni, ne le zaradi dobrega znanja, ampak tudi pridnosti. Za to potezo sem se odločila, saj so pogoji dela v Avstriji veliko boljši kot v Sloveniji, prav tako medosebni odnosi oziroma odnosi v terapevtskem timu. Tudi bolj proste roke ima fizioterapeut v Avstriji, kakor v Sloveniji, in pa seveda tudi zaradi plače, ki je približno 80% boljša kot v Sloveniji za enako delovno mesto. Avstrijci trenutno potrebujejo kar 2000 medicinskih sester in 400 fizioterapevtov. Slovenska zasebna fakulteta Alma Mater Europea pa ima podpisanih kar 20 pogodb z zdravstvenimi inštitucijami na avstrijskem Štajerskem, kjer študenti že opravljajo obvezno prakso. To jim bo zagotovilo službo po končanem šolanju. Naša ekipa se je danes v avstrijski Radgoni počutila kot doma v Sloveniji. V tamkajšnjem zdravilišču po hodnikih bolj kot nemški odmeva slovenski jezik. V dopoldanski izmeni sta bili v ekipi 14 fizioterapeutov, komaj 2 Avstrijki, vsi preostali pa Slovenci. Spomnimo, da teh poklicev ni dovolj niti pri nas. V Sloveniji kronično primanjkuje 1400 medicinskih sester in 700 zdravstvenih tehnikov. Vse kaže, da jih bo zaradi mamljive ponudbe Avstrijcev primanjkovalo še precej več. Iz avstrijske Radgone, Anja Markovič. Le streljajo od slovenske meje, 10 minut hoda, karierno priložnost išče in tudi dobi precej Slovencev. Če vzamemo pod drobnogled samo fizioterapeute, kar 85% tu zaposlenih je Slovencev. To je jutranja izmena fizioterapevtov v zdraviliškem delu termoavstrijski Radgoni. Po jutranjem sestanku se odpravijo vsak svojemu pacientu. Polona Dolajš je diplomantka fizioterapije. Od januarja je v Avstriji redno zaposlena. Že mentaliteta ljudi, pacientov se mi zdi tudi malo drugačna. Na kakšen način? Verjetno že zaradi tega, ker Avstrijci nasploh imajo boljše pogoje za življenje kot mogoče v Sloveniji. In so zaradi tega tudi bolj odprti ljudje. In kar je tudi zelo pomembno, dobi 2-krat višjo plačo, kot bi v Sloveniji. 1600 evrov neto. Tudi zdraviliški zdravnik prihaja iz Slovenije. Tudi on je bolje plačan, kot bi bil pri nas za manj stresno delo. Razloži nam razliko med delom pri nas in v Avstriji. Ukvarjamo se s potnimi nalogami, upravičenostjo potnih nalogov, do kam točno lahko pacienti grejo, ki dobijo povrnjak, če ne smo kaznovani, naprimer. To pomeni, imamo tudi kaznovalno politiko. Tega tukaj več ali manj ni, zato ker pacient je zavarovan in zavarovanje ima svoje pravice, ki mu pripadajo, zdravnik se pa ukvarja z zdravniškim delom, tako bom rekel. Med sodelavci vlada prijateljsko vzdušje, vodja te mlade ekipe je Tadeja Polanšček, ki boleha za multiplo sklerozo. Jaz drugače ne bi hodila v službo, ker nisem v dobrem stanju, ampak če služba nekaj, kar te gor drži, potem je to. Potem rabiš to službo, potem moraš imeti. In pri nas je tudi prejšnji direktor prišel k meni, ko je videl, da že težko avto vozim, in je rekel, da najti moramo rešitev. Če ne najdemo preko zavarovalnic, bomo ti mi plačali predelavo avtomobila, da se boš lahko varno in normalno vozilo v službo. In vse slišano je razlog za zadovoljne obraze Slovencev, ki so zbežali čez mejo.